berilo iz knjige preroka Zaharija. Raduj se in bodi vesela, Sionska hči. Glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod. Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan in bodo postali del njegovega ljudstva. V tvoji sredi bodo prebivali in spoznala boš, da me je Gospod nad vojskami poslal k tebi. Gospod bo vzel Juda v svojo last, kot svojo dediščino v sveti deželi, in zopet si bo izbral Jeruzalem. Pred Gospodom naj umolkne vsak človek, kajti vstal je in prihaja iz svojega svetega templja. Božja beseda. Bogu hvala. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta. Kralj si bo želel tvoje lepote, on je tvoj Gospod, njemu se pokloni. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Vsa krasna vstopa kraljeva hči, zlate tkanine so njena obleka. S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo k kralju, za njo vodijo k tebi device njene družice. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Spremljajo jih z veseljem in radovanjem, stopajo v kraljevo palačo. Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi, postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Aleluja, aleluja, aleluja. Blagor ti, devica Marija, ker si verovala, izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Marku. Slava tebi, Isus. Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje. Ostali so zunaj in ga dali poklicati. Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli: Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo. Odgovoril jim je: Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozre se po tisti, ki so sedeli okoli njega, in pravi: Glejte, moja mati in moji bratje. Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, tam je brat in sestra in mati. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bom danes prebral od svetega Avguština, kaj pravi o današnjem evangeliju iz bogoslužnega branja pri jutranji molitvi. Verovala je in v veri spočela. Pomislite vas, prosim, kaj pravi naš Gospod Jezus Kristus, ko je stegnil roke proti svojim učencem in rekel: Glejte, to je moja mati in to so moji bratje. In kdor spolni voljo mojega očeta, ki me je poslal, on mi je brat in sestra in mati. Ali ni devica Marija izpolnila očetove volje, ko je verovala in po veri spočela in je bila izbrana, da bi se po njej začelo odrešenje ljudi in jo je Kristus ustvaril, preden se je v njej učlovečil. Spolnjevala je in še kako spolnjevala očetovo voljo. Več pomeni, da je bila Kristusova učenka, kot da je bila Kristusova mati. Bolj je bila Kristusova učenka in bolj srečna je bila v tem, kot v svojem materinstvu.
Zato je bila srečna, ker je v svojem telesu nosila učitelja, preden ga je rodila. Le poglejte, če ni res, kar pravim. Ko je Gospod šel mimo in so se množice prerivale za njim, ker je delal čudežna Božja dela, je neka žena zaklicala: blagor telesu, ki te je nosilo, blagor prsim, ki so te dojile. Kaj je na to odgovoril Gospod? Hotel je, da ne bi iskali blaženosti v telesnosti, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo. Zato blagor Mariji, ker je poslušala Božjo besedo in jo ohranila v srcu. Bolj živo je ohranila v duši resnico, kot dete v telesu. Kristus je resnica, Kristus je živo telo. Kot resnica je Kristus živel v Mariji, kot dete v njenem telesu. Več pomeni, kar živi v duši, kakor to, kar nosi telo. Sveta je Marija, blažena je Marija. Toda cerkev je večja kot Devica Marija. Zakaj? Zato, ker je Marija samo en del celotnega telesa. Če je del celotnega telesa, je popolno telo več. Glava je Gospod in glava in telo je ves Kristus. Kaj naj reče? Imamo Božjo glavo, Boga imamo za glavo. Zato pomislite, predragi, tudi vi ste Kristusovi udje, tudi vi ste Kristusovo telo. Le pomislite, kaj ste, ko pravi Gospod: glejte, moja mati in moji bratje, kako ste Kristusova mati. Kdorkoli posluša in izpolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati. Razumeti moramo, da smo bratje, razumeti, da smo sestre, ena sama je dediščina, in sicer Kristusovo usmiljenje. Čeprav je bil najprej en sam dedič, ni hotel ostati sam. Hotel je, da postanemo tudi mi očetovi dediči in njegovi sodediči.